Čeprav ne se najbrž, če greš gol proti Gorenjski, da je tudi... Mislim, zikr bi najdel kakšen, ki se tako najdeš še malo klanca, ne? A ne, pa sej, a veš, kjer je, če greš ta Ruglov ultra iz Logarske v Cela, ne, ki je pa 60, ampak je nadol. Se pravi, če bi šel v kontra, bi bilo pa glih v redu. Tako da lahko tam treniraš. Tom pa pogledal. Sej se že tukaj lahko. Stari pa gremo lahko pol v nedeljo skup na te dolge, a veš, ki je treba na 25 jet, pa na 30. Če se spravaš v te pohograjske dolomite tukaj okrog, se boš najdel kakšen klanc. Ne, prehudi klanci so. A veš, da rabaš tega laganega klanca, ne smeš imeti. Mora on biti, ker ti sam jebe mater. Te zoperen, ne? Dolg pizda. Do vrhnke laufi se vidi. Ker se ti najprej ne zdi, da sploh laufi. Ja. Da je sam malo tako malo. Mal ti je neki čuden. Ja. Ne vem, no. Mislim, to je treba enkrat probati. Ja, mislim, vsekakor. Ne? Kako zgleda to 21, tako eno lepo nedelo, mogoče še bolj, če ni lepa, pa če je malo hladen. Predvsej boljše, ja. Boljš to, ja. Da je malo sveže. Tako, ja, sveže. Sveža je tudi tale epizoda, ki bo kmalu tu. Kmalu v vaših najljubših predvajalnikih. Kot smo rekli prejšnji teden, Retriča ni več, oziroma danes je nehal, ne? Sprav še malo buta, ni tako 2 dni pol, 2 dni prej. Do srede pa takoj udri po Amazonu. Tako, sam klikiti klak. Pač ne, najpriljubljenejši spletni trgovini. Tako. Ali pa fizični, če ste te sorte. Ja. Humanoid. Tako, sam kupte, pol dober, pa delal bo. Predlagam hvala za vse ribe.si, to bo ful dober. Mislim za vas ne, ampak za nas pa to bolj. Patreon. Ja, to bo ful dober. Zihar ne bo šlo. To bo dober. Nepredvideni stroški bojo. Avizo? Še ne vemo, če bojo, ja. Ja, vizo. Imaš kaj v planu, ali kaj? A imaš kaj v planu? Ne vem, če imam v planu. Čez 3 dni bom zvedel, če bom imel v planu. Ampak sem že, v bistvu, zdaj, ko snemamo, sem že zvedel. Mislim, ne, zdaj, ko poslušamo, sem že zvedel. Aha, okay. Prihodnost. Ja, prihodnost. Okay. A ti si tudi, ti si k Uniji, nekdo... Jaz sem v Dravljah, mi imamo prihodnji preteklik, se ga učimo v osnovnih šolah že, tako da... Se nisi toliko časa v Dravljah, da se bo učil v šolah. 7 let, kaj ne, pa se, to ja, ampak ne toliko, da si bi ga v šoli, takrat ni bil v šoli, to se hotel reči. Pa zdaj se ga z mulci učim, ja, veš, ne. Namest trigonometrije imamo prihodnji preteklik v Dravljah. Bom bil. Ja, bom bil. Torej, avizo. Pejmo hitro v avizo, ker drugače bom bil pozorn. Zdravo, štoparke in štopari. To ni podcast o hiši, ki je bila zgrajena kmalu po 2. svetovni vojni in stoji na majhni vzpetini ob robu vasi. Čeprav je stara, čokata in oglata, opečnata in ima spredi 4 okna, ni prav nič čedna na pogled. Je pa to podcast o knjigi, ki na platnicah nosi z velikimi prijaznimi črkami natisnjen napis Samo brez panike. Mi pa smo Aljo, Peli in Zi. Hvala za podporo, ocene in te stvari, ker ste tudi ta teden z nami. Ne? Tako. Lahko pa še zmer ocenite nas na Apple Podcasts. Bomo še zmer veseli, ker bomo. Hvala lepa. Bomo veseli. Vsak glas šteje. Mislim, kjerkoli glas šteje. Za otroke. Glasujte. Ne, ampak... Gre. Mislim, zmeram gre. Ampak gre za otroke. Gre za otroke. Ta štender gre pa nekam. Tudi mali mucki bojo umrli, če ne boste glasovali. In kuški. Vsi bomo umrli, ampak dobro. Ne, ampak če ne glasujete, vsako sekundo vre en mucek. Ali pa kužek. To je čustveno izsiljevanje ali pa neki. In?
Skratka, pejmo pogled, čeprav bi si nimel več od tega, ne bo, hecam se. Ja. Pejmo pogled, kaj je bilo v prejšnji epizodi. V prejšnji epizodi smo spoznali une modele, ki so si izmislili pogon. Ne, niso si izmislili pogon na slabe novice. So se ga tudi zmislili, ampak se je smo imeli tudi ene, ki so si ga. Ja, sam niso bili uni te tisti. Ni bila najbolj dobra. Ampak ni zaživel. Ni zaživel, Ja. čeprav te slabe novice pa kar dobro živijo. Ja. Slabe novice pa dobro delajo. Ja. Mal bi mogel nek ščit pred slabimi novicami, ampak uporabljati moč slabih novic. Ti predstavljaš, Sam res, veš, to bi bilo. kako bi vsi te cajtengi, vse te televizijske Vse bi šlo hiše, v kaj K. bi to leteli vse nekam. Vse bi šlo v K v bistvu, ne? Mislim, razen čega, da si pa hitro premikali. Ne, A veš, da bi naredili delava stolpica bi kar enkrat elektrarna ratala. Veš? Vsi to, ja, da bi naredili elektrarno na slabe novice. Škoda bi to šprical, ve. To pa takoj ratamo Zeleni izvoznik. prehod, evo nas. Izvoznik energije. To rabimo. Ja. Evo, pet. Še nova 24 bi bila svoj smisel. Vse. A Mislim, veš? to bil pa drugi blok. To bi bilo. Res. Kakšne izvoza elektrike je imel? Nekateri sploh ne bi rabili, stari moj. Kakšen nek tri. Nek tri ne rabaš. Ne rabaš. To bi bilo. Pa vsi bi imeli zaston supe, kam imeli to gnara. Strom bi bil zaston, no. In izvažali in še služili. Mi bili Strom bi bil toliko zaston, da bi jim toliko služili od njega. Mislim, kar Norveška, ki je bila nafta kul. Tako. Sam, da je ful boleko. Vse Norveška je še zmeraj ima dost od nafte. No, Ja. ampak, a veš, takrat, ko je bilo, ko je Norveška v zlatih časih. A ti veš, da ima norveški ta, oni imajo ta penzion. Paket. Oni v bistvu to za penzije imajo, to kar sklad, ki nafto črpajo, ne? Pametno. Ja. In ima več denarja kot kar 10 najbogatejših zemljanov. Hvala Bogu, vse je to. No. Skupno. Ja, in to so modeli dali za penzije. Za ljudi. ljudi. Ja. Pri nas bi pa to nekdo nacionaliziral, oziroma ne nacionaliziral, bi iznacionalizirali bi on. To je veliko denarja, to bi mogli večkrat nacionalizirati. To je ta NKBM fora, a veš, ko moraš večkrat nacionalizirati. Ne, mi mogli še dokapitalizirati to sklad. Tako je. Ja, sorry, Pri nas bi bilo to edina stvar, najbrž ne edina, to bi zgubo delali. Ja, ful. To bi šlo vse v cugrunt. Tako da, dragi znanstveniki, dajte slabe novice. Ideje spet damo ideje za ston. Ja, mislim, če bomo imeli mi od tega sup, je to za nas dost. Pa penzion paket. Rabimo supa, kaj? Ne, a veš, če imaš državo toliko denarja, da lahko daje za ston supe, pa si nekaj naredil, po mojem. Ne? A ja, misliš? Po mojem. Čeprav res ne rabiš sup. Rabiš sup. Ampak le. Rabiš sup. Mulci med 9 in 13 letom so ful veseli supa. Ja, ta malo že špara, da vsi sup kupu. Pa Ata Walker je od Lego Star Wars. To je dve stvari, za katere špara. Sup pa to. Tako da zdaj še ne ve, kam se bo čist negnila. Aha, še ni. Ja, ni se ne, on bi oboje kupil. Ja, zdaj ima triažo, ali kaj? Kaj bo vzel? Ne, ja veš, ne ve, a veš, on bi oboje, ne? Oboje bi, ne? Oboje bi, a veš, sam. Ja, pa tatica še neki prmakne. Ja, se je očitno mogo, ne? Ja. Itak bo tam malo bolj. Jaz mislim, da najbolj, da sup skenslaš, zato, ker sup boš mogel pa ti nabaviti. Ga oštino so tam pol po morju. Če bi imeli elektrarno na slabe novice, bi sup imeli in kupimo samo še Walker in to je to. Ja, narejen. Viš? Ne, supa nočeš. 100%. Ne, pa zaveš, kakšna zabava je bila lanske, ko smo od sosedov si ga sposojali. To je bilo zelo žurno. Sem po moje bolj, če si ga od sosedov sposojaš. Mislim, ker nimamo te države, mislim, nimamo teh elektrarn na slabe novice, tako da nimaš za sup. Mislim, imaš, ampak nočeš, tako ker je rekel, nočeš supa.
Ne, ker si že predstavljam, kako to vlačem dol na plažo, Ja, pa gor nazaj na plažo. A ne, pa ne se tako, da se kar dol postiviš. Ok, ampak drugače si tako predstavljam v nekem normalnem kempu, ki pol to fotor prevlačila. Ne, to pa ne. Skywalker je kup, Skywalker je kup. Lej, ti dam še jaz, zakaj še rabaš? Smo imeli tu čovn, tako da tudi smo vlečili, tudi v redu je, lej, kurac. Sej, tu pa tudi res, samo enkrat so mladi. Tako je, sej žur. Ja, lej. Kva gremo, kje smo bili v prejšnji epizodi? Jaz sem hotel še modro misel dati za na konc. Otrokom največ, kar jim lahko daš, je svoj cajt, tako da, a veš, v bistvu ne rabaš supa. Ja. Da se to res ne. Lahko pa tudi. Če ga prebiješ. Če pa nimate cajta in dajte pa tablico. No, se glih to zahotraš, da ne, da je bolj sup kot tablica. Vši se, kaj supa si, pa se v naravi. Tako v naravi skrb veslamo pa to. Sej ponovati tak pol ti veslaš, mislim tudi zraven. Ja, saj en mora biti. Tako. Ja, no tako. Zdaj pa odsupajmo v upozorilo za kvarnik. V prejšnji epizodi smo povedali, kaj je bilo. A smo? Ja, na uni so bili, drug del pa še meteor, pa to. Pristali so v glavu. Ne vemo, če so pristali, ampak najbrž so, če so najdeli planet, pa ga tudi ne. Če so habitati, pa to. Habitati so pristali. Ja, so pristali. Vse je v redu. Ampak v redu so. Neč skrbeti, peli v redu so. Se pozabil, kako se imenujejo grebolonci. Grebolonci. So pa v redu. So v redu, grebolonci so v redu. Smo jim naročili, naj pokličajo, kaj pristanejo. Sem se pošel. Da bo vse v redu. Neč, pejmo na kvarnik. Pejmo. Zdaj smo pa, kako bi temu rekel, v epizodi, kjer srečamo eno staro znamko, ki jo že dolgo nismo videli, nič slišali. Nazadnje, kaj je bilo, sta se v bistvu z Zaphodom umirila, a Zaphod se je umiril. A je ta stara znamka ali verzija te stare znamke? Do tega pa še pridemo, ker kot se nekako tlele skozi, moram reči, da to poglavje še daljše, kukar ponovati, tako da ne bomo šli verbatim čez njega, ali kako bi rekel. Ne bomo šli verbatim. Ne vem, če sem pravilno na glasu, ampak dravalska šola, pač to tako je. Sliši se zelo strokovno. Tako kot v Bodovci, če sem spet citirati naše kolege. Tako. No, v glavnem, je pa res, da se zdi, da ta trilja ni tista, ki jo mi poznamo. Lahko samo omenim, da si je sposodil New York na dolg in širok, ampak pejte brati, ker to ne. New York mu res ni pri srcu, očitno mu je Kalifornija bolj. Ne, pa tudi Kalifornija mu ni. Dobro, ampak Kalifornija se mi zdi zelo, vsaj v prejšnji knjigi si manj prvošel kot tole, kot New York. Čeprav benemu ni. Čeprav je imel tudi tuno reko luči, je imel v Los Angelesu, mu tudi ni bilo prav neki. Ampak New York je pa še huj. V nobenem letnem času mu ne sede. Najslabše pa je jesen, ko je prišla v New York Trisha McMillan. Ampak to ni astrofizičarka Trisha McMillan, ampak je novinarka. V bistvu je astrofizičarka. Je astrofizičarka, ampak je ausgleizala, kot če mu to človek rekel. Tako je šla, je malo druga je mišla. Čisto kariero. Ja, ne. Zakaj? To je v bistvu iz te zemlje, iz katere Čekaj, ni. To je ta zemlja, na kateri je Artur pa tale. Ja, vemo, da je to, ne vemo, če je to ta. No, una, ki so jo razstrelili zihar ni, tako da ali je ta ali pa ena nova. Ne vemo, to pa res. Ampak ta stara ni, odvod je od une. Tako. Sej zdaj lahko povemo, ko bo itak celo kvarnik je bil, Mislim, ne, lahko povemo, da pove avtor v prigodo, da gospa Trisha McMillan pove, da je srečala Zaphoda na žurki in imel dve glavi, tako kot je bilo v prvi knjigi. Vse isto. Sam da je šla po torbico. In da pol Zaphoda ni bilo. Zaphoda je bil dolg čas, šel z drugo. Sem res tega sicer ne. Kako smo se naučili v prejšnji knjigi, da se temu reče urednikovanje in to je šlo očitno ven.
Ampak ja, no, ta verzija Trisha McMillan je v bistvu naglo vzhajajoča voditeljica na TV-ju. Iz krajevnih poročil je šla na jutranja in pač to je to, kar lahko v Angliji dosežeš kot voditeljica, očitno. Tako, ja. Ne vem, nisem imel tistega lepega opomneva. Ona je v bistvu astrofizičarka obupala nad to astrofiziko, ki je Zaphoda spoznala. Tako? Ja. Ne? Veš, ja, ne. Se izgleda, stvari so se jim mečkan narobe postavljene. A veš, tako, bi recimo, ne vem, da danes dokažejo obstoj Boga, ne, in potem grejo vsi fiziki, ne vem, bojo zdaj novinari ratali. Ja. Ne, ampak, a veš, Trisha McMillan iz prve knjige je spoznala... Voditelji. Trisha McMillan iz prve knjige je ravno zato šla z Zaphodom, ker jo je zanimalo, kaj je. Tako je. A veš, tudi ta je hotla, sam je šla že v torbico. Ta je imela isti vzgib, samo da je Zaphod ni počakal. Zamejale so se ji tla pod nogami, ne, pa mislim, da je doživela nekaj zaradi Zaphoda, zaradi tega, kar je ona se vse učila, ne, in je hotla pogledati, ampak tle ni in zdaj jo je to dotolkal, da... Mislim, da je živčni zlom malo doživela, ne, da je malo tukaj... Ene sorte. Ja, ne, lej, če si svet se je podaril, ne? Vse to, svet, vse je skapadl, ne? A veš, ona je res mentalno stisko doživela s tem, če si videla, spoznala človeka z 2 glavama pa 3 rokami, sicer ena je bila oblečena v papagajevo kletko, ampak... Pokrito, ja, se tega, da še ne bi videl. To je lepo razložil, ne, kako v bistvu tega v prvi knjigi ne razloži, ne? Ne. Kako sta se spoznala? Mislim, ne, kako je Zaphod mogel proč na tej žurki, razen to, da je bila pač masken bal pa to, ne. Sam ni pa povedal, kako je bil zamaskiran, ne. Jaz sem si zmer predstavil, da je imel modelka ima 2 glavi fora, ne. A veš, to je pa še bolj v bistvu, da si dal sem kletko na drugo glavo in govoril, poli. Ja, no, in ta Trisha je to zdaj neka druga Trisha in gre ona v bistvu malo na službene stroške na audicijo v New York, ker v Angliji ne bo... Je pač hotla malo prosperirati, malo neki več je hotla. Ne? In neki so 10-krat večjo plačo je hotla, nehajmo zdaj klele neki, kaj je hotla. Kariero je hotla. Ja, kariero. Pa 10-krat večjo plačo. Plača to ni nič narobe, če pridi 10-krat. Ja. Moraš imeti zasup ekstra. Če hočeš zasup, moraš imeti, ne? Ja, moraš je to Ameriko, ne? Tako. No, in Madonna. In se vidi, da je pametna, da je še pa izkoristila, bom pa še eno zgodbo naredila, ne, da nam plačevala. Da nam plačevala in še bumpala se je v first class lepo. Kar to pa zna, ker ima les bujne lase, ne? Ja. Ja, ne, če pove, pizda. Se pravim, zdaj vemo, da je to urednikovanje, ne? Ja. Tako da, ja, no, in pol v bistvu gre in se... In se tudi bumpne se tudi v hotelu, vse se bumpne. Čeprav hotel je tam nekje v Brentwoodu, stari, to je na Long Islandu, 42 mil od Manhattana. No, ampak se tudi tam bumpne, glede to, kar... 42 milje. Ja, do Hudson River je 42, meril sem do Empire State Building je 43 pa nekaj. Ja, 42 je bolj se sliši. Do Hudsona je 42, narejen. Ampak no, to ni, a veš, se pravi, je še kar revna v resnici. No, kaj šele, ja. Ne, to je šla na BBC-jeve stroške, tako da še v redu je bil. V bistvu bi bil motel si. Ja, motel Bates. Ne veš, kaj je boljš. V motelu Bates še nisem bil, v motelu Six pa že, pa ne bi šel. Sploh v New Mexico. Ne, ok, no. Ja, no, v glavnem, ja, in se lepo bumpne, ne. Ampak pa dobi sporočilo. Ne, samo eno, ja. Ja, no, najprej dobi sporočilo. Tako. Mislim, to poglavje je tako dolgo, da se toliko stvari zgodi, to mogoče bomo kaj spustili. Veliko bomo spustili. V tem njenem hotelu je več, mislim, retrogradni Merkur je zelo močen, ne. Ko smo bolj astrološki, bomo še ratali, ne. Ampak ko un receptor nima 3 čistih, ne, in skozi neka napačna sporočila, ne, mislim, skozi so neki problemi pač z receptorjem. Komunikacija na recepciji ne funkcionira glih, ne. Ja. Pa to je še takrat, ko je vse to prek nekih sporočil laufal, ne, da si mogel na recepcijo poklicati, pa je on listek napisal.
pa za koga je, pa je šlo napačno predalček za sobo. Soba 312, mest 316, pa pa tretne. Ja, Cifr štuc je naredil. Ja, ampak v hotelu se pa znajde neka Gail Andrews. Ne? Sicer polsko zgodbo zvemo, da je neka astrologinja v bistvu od predsednika. Tudi bila. Ja. Tudi bila. Mislim, da je neka avtoriteta na področju astrologije. Ne? Eminenca. To je bila njena zgodba, za katero je prišla sem. Točno, kot smo mi pozabili, tudi ona pozabila od zjutraj na popoldne. Tako, to je bila njena zgodba. Kdo to je, da je ona dopoldne intervjuvala? Ja. In da jo je res brutalno zmasakrirala, Tako, ja. Ker so ji bile pač vse te stvari. S planeti so ji bile jasne, gospa je pa malo tako. Ja, astrologija ni lih ista stvar. Ne? Ja. Je gospa Andrews ugotovila, kdo je ugotovila, glih pred kratkim so najdeli ta 10. planet. Ne? Pa ne vem tega skozi neki. Najdejo pa zgubijo, pa ne ugotovijo, da ni čista prav planet. Ja, no, ampak zdaj tokrat so ga spet gane. Čeprav ta del mi je bil res všeč. Ker? Nekaj noter napisal, da v bistvu te kamni, ki se premikajo v vesolju, vejo o tvojem življenju več kot ti. In da potem, ko najdejo še en kamen, da to pa podre neki računov. Za to, kako se tvoje življenje obrača. Valjda, če ta kamen vpliva na tvoje življenje. Mislim, če je pa kakšen je kamen v ascendentu, pa v 3. kozovcu, pa v 5. pa v 11. hiši, a veš, koliko ima lun kamen, a ima eno. Če ima eno, je stvar kar simpel. Kaj si ti po horoskopu? Škorpion, ne vem, kaj sem v 3. kozovcu. Po ascendentu. Ja, to pa ne vem. Ki imaš luno, pa sonce. Sonce imaš i tako v škorpionu. Okay. Jugatnija, sonce imaš i tako v škorpionu. Zdaj se s tabo ne bodo pogovarjali, vse danes več ne. Ne, sej lej. Vse vemo, vsi vemo, ne? Vsi vemo, kaj to pomeni. Ali vse ne veš, kaj sem v kozovcu, tako da se vredi. Ne vem, kaj si v kozovcu, v kjeri bajti. Ja, ne vem. Pa v kjeri bajti. Ja. No, glavno, sama je to topla. Se pravi, Gail je bila pa, v bistvu, ona je pa rada imela tole astrologijo, pa 10. kozovc. Gail, mislim, tako, če en intermezzo, Gail je izgledala kot zelo kar pametna ženska. Ja, če je imela pa rada kozovce, mislim, te astrologije. Ne, ampak ona je pač pisala knjige o tem, se pravi, to je bil nek njen vir prihodka. Ne smeš obsojati. Zdaj, a je to... sem že v bistvu večkrat ugotavljal, a je to ta astrologija podoben kot recimo kot genska analiza. Sam da skabni. V bistvu, ja. Ne, pač, veš, imaš ti neke lastnosti, ki jih nekemu znamenju pripisujejo, zdaj pa, veš, isto tako kot pri genetiki, ti rečejo, ne vem, zdaj, kad ti daš tam kri, in pa ti rečejo, ne vem, imaš 60% doždubu raka, ne zdaj v horoskopu, ampak v genski analizi. Zdaj pa, lej, 40 pa ne. Zdaj pa, a boš ti zapeljal v to smer? Isto je, ne vem, a boš kot škorpion, ne vem kakšne imate vi značilnosti, ampak a veš, isto, a se boš tega držal ali pa ne. A veš, to je tisto, kaj v bistvu pri vseh stvarih v življenju so več ali manj razen pri matematiki, govorimo o nekih verjetnostih dogodka, ki niso čist določene. Ja. Tako da zdaj. Ja, ne. Mislim, a veš, če damo na skupni imenovalec, vsi bomo umrli. Mislim, nobeno preživel. Ja, seveda, ne. A veš, zdaj 60-40 let tam po... Hitler je imel svojega astrologa, ameriški predsednik, da je Damask bombardiral svojega astrologa. In ne bi se Dona to zrihtala, ne? Ja, Gail je pač povedala, kdaj mora biti te prave hiše poravnane, da so pol hiše šle. To je bilo takrat. Samo niso imeli pa v Damasku, so imeli pa verjetno retrogradni Merkur.
Ja. Sam to je bilo takrat, Zihar je bil rep retrogradnega Merkurja še v Damask tlesknu. To je bilo takrat, ko je bil Reagan. Ja. In Reagan je bil znan potem, da je imel svojega astrologa. Sej je. To je po moje To je tukaj. bilo v njih knjigah o Douglasu, da je Reagan. To je, ja, se Reagan je. Pa res ga ni imel rad. Pa Reagan je bil tako kot Thatcherjev, ki je tudi imel rad. Se bila pač dobra prijatelja. Ja, to je res. Tako da, Sta se razumela. Reagan je pač, ja, je tudi verjetno kakšno, kaj bombardiral zaradi tega, ne vem, ampak ja, takrat Reagan je bil, se je bil znan potem, da je astrologe poslušal. Zanimivo, imaš tudi take biznismene, ki astrologe poslušajo. Alej. Zgleda, da dela, no. Ja, no. Mislim. Čeprav. Ali me je pa sam zegen. Ali tako, kar Reagan z Damaskom. Ne, pa se ti pravim, pač lej si 50-50 poštov možnosti imaš, da zajebeš pri napovedi, tako da zdaj tako kot pri vseh, ne, zdaj. Ja. Če se ti več kot v polovici primerov posreč, pol si že Gail Andrews. Pol si že znanstvenik. Mislim. No, ja, no. Ne, pa si avtoriteta na tem področju. Avtoriteta, bravo. Avtoriteta. Tale mi je paratala. Ja, v boljših podcastih bi bil tle še publika Talasa folku. Sam pač ne. Tako da ja, ampak ne, je pa imela v bistvu, po mojem, da to, kar je za dobrega astrologa tudi fajn, ne, je imela pa tale Gail mal tako občutka za ljudi. Intuicija. Ja, tako. Jo je prebrala, zelo dobro je prebrala. To, kar smo pol prebrali, da je Triša, ker je koliko 17 let uspešno skrivala, ne, ona takole na... V enem intervjuju je prebrala kot knjiga. In je to tudi spet malo tla spodnesel in sta se pol kar malo zagovorila. Sta se malo pokonektale, ne? Ja. Mislim, je bilo pol precej lažje. Ona je mislila, da ji bo ta Andrewsova, da ji bo ful zamerila, ne, ta intervju, ne, ampak ona je pa s tako toplino pol sprejela, da njej najprej ni bilo nič jasen, ne, in pol je pa še malo poštekala. Sej pa se je tudi odprla, se je povedala pol štorijo z Zaphodom pa vse, ne, veš, tako da... Lepo drugače tako narejen, ja. Lepo se je vse izcimel. Ampak pocajt je pa nekdo skozi hodil, ne, po tem baru, ne. Ja. In enkrat so iskali McDonald'sa, enkrat... McManusa, pa ne vem kva, pa vse živo, ne. In pol se pa ne ugotovi... Poleg tega, da je že prej... Pa limuzina je bila neki pred unem hotelom. Pa že prej ene parakrat je imela velike probleme z recepcijo. Ne? Recepcija je bila cela štala skozi. Pa vse je napisala in da roke povedala in 7-krat jim. Ja, pa... Kdo jo bo klical, zakaj jo bo klical, kje jo dobijo. Ja, seveda, ko ona je čakala, to smo pozvali povedati, ona je čakala v bistvu klic od unga NBC ali kaj od televizijske mreže, da bo šla ona na unle. Ker so Amerikanci rekli, da bi nekaj z britanskim naglasom imeli. Da to bi pa šlo za popoldanska poročila, da to pa bilo nekaj. Sam so bila spet valjda mnenja v vodstvu, so bila deljena. Mislim, ne. En je bil ful za to, en je bil ful proti. Hipo je bil proti, ne? Highest paid person in the room, ali kako je že. To, da vam izdamo, tisti je ta... Hipo je zmagal. V glavnem službe ni dobila. Tok, da če ste vam kam zdaj slučajno mudil službo zjutraj, tok, da če ste to čakali, ni dobila službe. Ja, ne, ni dobila nažalost službe. Ne. Je bila pa na pijači v baru. Ja, to pa tudi ne, če ste v ponedeljek zjutraj, tudi ne v bar zavit. Če pa se, pa po 10 lahko pijete. Ja, razen če poznate. Ja, če si papir naročite, ker ti ga lahko pa tudi že prej dobite. Ali pa vin. Ali pa vin. Vin je pa itek klasificirano kot živilo, tako da ste. Čeprav, you're set. Dajmo se vprašati, res... Liter vina pa je empir zraven, da živilo ni čisto, da ne gre na suho dol. Liter vina je rekel. Če res rabite liter vina, pa je empir v ponedeljek zjutraj. Pa mogoče rabite tudi kaj drugega, sam povem. Če suho vino naročil, pizda, ko pa boš empir moral zraven spiti. Dajte saj pol suhega, ga bolj boste lahko sam tam malo empir spili.
Ne, pol. Joj. Ne, pol suha pa je štamper, ne. Ker ni treba celega pera. Zdi si hotel reči. Ne, že v redu. Ne, se strinjam, mogoče se je treba sprašovati o najbolj priljubljeni pijači, pol, če se to zgodi podek zjutraj z litrom suhega pa enim pera. The best. Čeprav, lej, sej, ne, we don't judge, če pač to rabite, jebi ga, nimaš kaj. No, v glavnem, kje smo bili. Pride model z limuzino in pokliče gospodično, oziroma ne vem, gospa ali gospodična, Macmillan na tole. V bistvu na audicijo, ne? Na audicijo, to besedo sem mislil, bral sem pa o Cviglerju. No, Cvigler je bil proti. No, in pol je šla počas domov, ne? To je to. Ja, ne, tle, v bistvu, poglavje je res dolg, zato šala na koncu. Ker takrat, ko je šla z Abhodom, je šla po torbico, ki je imela kontaktne leče. Ne. Tokrat, ko je šla pa na audicijo, je pa torbica to smo tudi pozabili, ja. Da ni šla po torbico, ne, ampak je tudi pozabila kontaktne leče. Tako da. Mogoče je šlo tudi tukaj, kaj narobe, če ni videla, brat. Ja. A veš? Mislim, kot je ona tudi kot na koncu, ne, moraš vedeti, da prav trenutek, da je po torbico, pa da je ne je po torbico. Ja, v bistvu, to se je naučil. Ja, kot pri šalah, timing je pomemben. Ja, ampak da to se bo še mogla še naučiti. Ja, kdaj ne razlikuje med enim pa med drugim. Tako da ja, to je to. Pečino vprašanje. Pečino vprašanje, ki je res. Najlepša hvala, ker nas poslušate čist do konca epizode, v kateri smo vzeli someljersko lekcijo, da k suhemu vinu paše pivo. Hvala tudi vsem, ki nas podpirate in poveste še komu za nas. Mislim, smo dali tudi naslov za epizodo, ampak ja. Liter vina. Z nami lahko o tem litru vina in peru podek zjutraj debatirate na Discordu ali pa svoja zgrožena pisma pošljete na Twitter ali pa ostala družabna omrežja, kjer smo afna opravičujemo se. Z vami smo bili Aljo, Peli in Zi. In če ti ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe, .si. Pa zdaj povejte, kako je s tem litrom vina. Ja. Stari, glisi študiral, da če bi kdaj še začel piti, bi probal najprej to, ker to se mi zdi res dobro. Ampak prav podek zjutraj. To čajka, liter suhega, pa je na šiše skordeče. Engarito znojčana, pa šiše skordeče. Skorito znojčan je rekel. Tako da se še sliši dobro.